Danes z mano junak, ki bo že 10. izvedel akcijo Deželak junak. On je pred dnevi oziroma pred časom praznoval 50 let in še vedno mu največ na svetu pomeni njegova družina. Miha Deželak, živijo! Živijo, Eva! Zelo sem vesela, da sem te ujela praktično zadnje dni, predno začneš svojo akcijo Deželak junak. Kakšni so zdaj te dnevi prej? Veliko počivaš? Ja, to bi bilo prav, ja. Tudi, če mojega trenerja vprašaš, bi moral počivati. Ne, te dnevi so raztreseni, povsod sem, kjer se da. Seveda je treba akcijo promovirati, zato da je potem končni izkupiček takšen, kot je. Zato sem ti hvaležen tudi za tole vabilo. Mogoče da poveva, da bo tisti, ki bodo gledali in poslušali najin pogovor, ti boš takrat ravno sredi verjetno akcije in že malenkost tudi utrujen, ne? Ja, saj tudi zdaj sem že utrujen od vsega. Pa se še ni začel. Absolutno hvala za povabilo. Kar se pa teh zadnjih dni tiče, je pa res hektično. Ogromno enih dogodkov je sneman, fotografiran, akcij znotraj akcije, da tako rečem, a ne. Poleg tega pa še promocija našega dokumentarnega filma, kot si rekla, 10 leto teče akcija in tudi tukaj je dokumentarc, prvi odzivi so fantastični, tako da res ne vem, kje se me glava drži, moral bi samo trenirati, ampak ja, je prav, da je tako, kot je. Ker samo na tak način pač se ljudje spomnijo in vejo, zakaj se gre. Verjetno, ko si prvič videl dokumentarni film o tvoji akciji, v resnici so to nepopisni in verjetno občutki, ki si jih sploh ne znamo predstavljati, ne? Neverjetno je, da je režiser Jan to naredil na tak način, ker je imel ogromno materijala. V 10 letih se je res veliko nabralo. In jaz sem osrednji lik te akcije Deželak junak, ampak resnično pa menim, da je Slovenija dežela junakov, da je ta akcija v bistvu zaigrala na struno ljudi in se prijela tekom let. Tudi v filmu je zelo lepo prikazano, kakšni so bili začetki in ko sem bil sam in nisem vedel, a bo to sploh kam šlo, v kakšno smer, ko sem bil utrujen na tistem otroškem skiroju, ampak lej, kakšno gibanje se je razvilo, lej, koliko denarja se zbere, zato sem ponosen na Slovence, ker so enostavno šli usporedno z nami. In tudi zdaj, ko hodim na premiere te promocije filma, ravno zadnjič je prišel en fan do mene in je rekel, a veš, zdaj boš pa presenečen, čist nekaj tretjega v zvezi s filmom. Dobil sem nov zagon, dobil sem motivacijo, da speljem zadevo do konca, ko sem že obupoval. Očitno se je tudi ta mladenič lotil ene svoje dobrodelne akcije, pa pač na začetki so težki in je potrebna vztrajnost in ja, tudi to je konec koncev sporočilo tega vsega skupaj, Jaz sem tudi že marsikdaj tisto prvo leto mogoče skoraj že vrkel kaj v koruzo, pa bi skoraj že odstopil. Ali koga, ne? Ja, skiro, dobesedno. Ampak message je tudi, da je treba biti vztrajen. Miha, takrat, ko ker malo trmasto vztrajen. Ja, predvsem trmasto, takrat, ko je najteže. Takrat, ko si bil recimo prvič ali pa drugič v tej akciji, tako kot si rekel, treba je vztrajati, ampak verjetno ta prvič, ko si bil na tej poti, na tej preizkušnji, si verjetno vseeno to ne jemal tako veliko kot danes, oziroma bolj si verjetno to jemal kot malo so me zdaj v neki potunkali in zdaj moram jaz to speljati. Ja. Verjetno ni bila takrat že tako močna zavest. Niti slučajno, pač predstavili so mi idejo, najprej sem jaz rekel, pa kje ste mene najdeli, ampak je pa res, da ko sem slišal, da gre za vendarle dobrodelno stvar, sem pa rekel, ajde, bi pa šel, probat. Ampak ne, niti slučajno si nisem mislil, da bo to postala 10-letna akcija, ena pač največjih Radia 1, kjer dejansko v tistem času se vse podredi samo tej akciji, vsi sodelavci so na terenu, ali v studiu, ali aktivni in vezani samo na
tistih 10 dni, ko smo mi in pač samo čakamo, da pridemo do debelega rtiča, vmes se pa zgodi toliko zgodb, da je to neverjetno. In ravno te zgodbe so tiste zgodbe, ki največkrat ganejo. Večkrat sva že govorila o tem, kako grozno in hudo ti je, ko poslušaš zgodbe otrok. Se spomniš kakšne zgodbe, ki ti je res, verjetno vsaka seže do srca, ampak kaj je tisto, kar se ti res težko zadržiš, da se ne zjočeš, da ne pridejo ven čustva? Najtežje mi je, ko gre za primere smrti v družini, kjer pride do fizičnega napada, nasilja v smrti, in končni rezultat je smrt partnerja in da pač otroci ostanejo brez enega od staršev. In jaz si ne znam niti predstavljati, kakšno je to otroštvo potem, kako zelo zlomljen je ta otrok, kako je trpel, ne samo tisti trenutek, ampak v bistvu trpi celo življenje za posledicami takšnega krutega dejanja. Ali pa na drugi strani, ko eden od partnerjev naredi samomor zaradi pač zadev, ki mu jih povzroča drugi partner in tako naprej. In nemalokrat se to vse dogaja dobesedno pred očmi teh drobnih, nedolžnih bitij, ki potem pa trpijo celo življenje, zato ker so to doživeli in da ne govorimo, da se ponovadi tudi zadeve akumulirajo, da so te otroci ranjeni na več načinov. Bodi si s tem, da živijo že v takem okolju, da so revni, da nimajo dobesedno niti hrane in da niti sanjati ne morejo o morju. In to so zgodbe, ki se te dotaknejo, seveda. In premišljuješ o njih. Še vedno preveč. In jih je preveč. In ne vem, saj marsikdo si misli, da tega ni toliko, da statistike, jaz si tudi sam kdaj rečem, jaz upam, da statistika kdaj laže v teh primerih, ampak se bojim, da ne, da je tega za 4 zidovi res veliko, da je pretepanje otrok, zlorabe otrok, zmerjanje otrok, zanemarjanje otrok, žal tudi nasilje, spolno ali pa fizično, vseeno. Miha, vem, da si človek, ki ti ni težko pokazati čustva, da ko je hudo, se zjočeš, pa si takšen tudi doma. Te tudi doma lahko zelo hitro kakšna stvar gane. Ja, seveda, tudi doma ne skrivam solz, ne skrivam razpoloženja. Je pa res, da pač doma sem tak, kot sem, doma se počutim najboljš, tam pač ljudje ne blefiramo. In ni kar tako, da rečeš, da je to eno varno zavetje biti doma, imeti svoj dom, imeti družino, biti srečen nekje, kjer te imajo ljudje radi, kjer si ti sprejmeš druge in drugi sprejmejo tebe. In zaradi tega mi je žal, da nekateri tega nimajo. In ta kontrast je tisti, katerega se ljudje bojimo in tudi ne radi spregovorimo o njem, da pač so otroci, ki so dejansko trpinčeni. Vem, da veliko ljudem si všeč ne samo zaradi naziva Deželak junak in zaradi vse te akcije, ampak ravno zaradi tega slišala sem že izjavo, da bolj primernega človeka za takšno akcijo, kot si ti, ni. To je zdaj težko komentiral, jaz ne bom zdaj sam sebe. Ne, veš kaj je bil argument? Argument je bil, da si pristen v smislu, da prej si omenil ta blef, ali pa deva mogoče reči maske, ki jih vsi na vsakem koraku na nek način si dajemo gor in dol. Ampak pravijo pa ljudje, da ti si pa tak, ki si skozi in v radijskem etru in v živo, ko te spoznajo, in mislim si, da dejansko velike razlike med Miho doma in Miho v akciji ali v službi ni, ne? Mislim, ne vem, moja žena bi rekla, da sem včasih doma malo zoporen, da tega v službi ne pokažem, ampak se jaz verjamem, da je vsak kako pa kdaj si? Pa kdaj. Kakšen pa si, ko si zoporen? Tak nečiveren, nisem toliko zabaven, ker vsi mislijo, da sem,
Ne vem, včasih ne govorim to, kot sicer, mi pa še biti tih. In kar je bistveno je to, da tvoji družinski člani tudi to spoštujejo, da ne moreš biti ves čas razpoložen in nasmejan, ker to je tudi konec koncev blef. Mislim, moraš se kdaj tudi umakniti, ker začutiš potrebo po umiku. To je ravno tako svoboda in pomembna stvar. Kakšen je tvoj umik? Ponavadi najbolj gledam tekme, še bolj kot sicer. Umik v šport mi je najbolj super stvar. Poleg seveda narave, ki jo občudujem. Se pravi, imaš fizični umik, to je, da greš lepo s psom malo v naravo, recimo, en tak klasičen primer. Drugače pa mene zamotijo tekme. Jaz toliko not padem, da mi je to res najboljša zabava. Da lahko odmisliš vse ostalo? Res lahko in gledam vse možne lige, tudi slovensko nogometno ligo, ki jo mnogi podcenjujejo. Jaz tokrat gledam, ne vem, a veš, pa je lahko zaradi mene tekma Rogaška Aluminij, pa padem not. Iskreno, zato ker pač imam rad nogomet. Nogomet, ne? Tako da morda mi težko. Nekateri ne vejo to, da si praznoval 50 let, nekateri vejo, ker je tudi na radiju bila, kar zabava. Ampak tvoji začetki pa segajo, zdaj popravi me, če sem se zmotila, ampak mislim, da je 25 let nazaj, Poslovni val je bil takrat. Ja, res, ja. Grozen. Grozen. Zakaj grozen? Mislim, moja mama me prijavila na audicijo, jaz sem si res želel postati radijski moderator, res sem poslušal in oboževal tiste ljudi, ki sem jih poslušal po radiju, in sem si mislil tako kot verjetno večina. Pa se to čisto simpel, prideš tja pa nekaj govoriš, in moji začetki so bili toliko obupni, toliko za nič, da sem jaz pred kratkim prav fizično uničil te zadeve. Zato te ne bi to moj kolega Denis Savdič dobil kdaj v roke in izkoristil to. Ne, res, to je bila takšna katastrofa. No, ampak glede na to, da si lahko tam delal, potem očitno ena odskočna deska je. In evo, to je tudi en message, da tudi ko mislite, da nimate šanso v eni zadevi, se lahko izkaže, da če si vztrajen, pa verjameš v to, da imaš nekaj res rad, ti lahko uspe, ker jaz osebno nimam ne vem kakšnega posebnega talenta, ampak ja, ko se pa lotim zadeve, se pa lotim z vsem srcem. In jaz mislim, da je to mogoče lahko navdih za marsikoga, ker vsak misli, pa kaj se jaz to ne znam, jaz to ne zmorem, jaz ne vem, jaz nimam talenta za to, jaz nimam posluha za petje, ne vem zakaj, jaz ne rišem dober. Včasih se moraš vršiti v eno zadevo, mogoče, ker ti je tudi ni čist na prvo žogo pisana na kožo. Pa v bistvu presenetiš mogoče celo samega sebe. Pa grist. Ja, ja. Potem po Poslovnem valu si nadaljeval na športnem radiju? V bistvu me je pot zanesla na Vrhniko. In tam je bil v bistvu radio Vrhnika kot še poskusno predvajanje. In tam sem v bistvu dobil svojo tako večjo priložnost. Prvo, da sem lahko dobesedno imel svojo oddajo, imel sem veliko športu, v bistvu vse teme, ki sem sam pripravil, so bile tam sprejemljive, in se mi zdi, da tam se je pa potem dejansko začelo, da sem se tudi bolj resno lotil zadeve in ne vem, ko pravijo tisto, ko te nekdo vrže v vodo in zaplavaš. Dejansko je bilo tako, takrat sem tudi kar iz čistega nič tudi vodo že kar sprejeme za tiste športnike, ki so takrat dosegali neverjetne uspehe, se spomnim, od Mojce Suhodolc, Vrhničanke, Alenke Bikar, atletinje in tako naprej. Veliki dogodki že takrat. Ja, res velike dogodke so mi zaupali. Jaz si ne bi, če bi zdaj razmišljal za nazaj. Ampak jaz sem to očitno speljal na tak svoj način, vedno sem dal vse od sebe in jaz mislim, da ljudje to začutijo. Da ti tudi oprostijo marsikakšno napako, tudi če zdaj jih delam, mislim, ampak če vidijo, da si ti iskren v tem in da nekako borbaš v vseh stvareh,
Se mi zdi, da je tudi napaka čist opravičljiva. Ne? Sprejemljiva. Sprejemljiva. Mislim, neumno je reči, da si nek superman v življenju. Nihče ni. Vsi smo ljudje z napakami. Všeč mi je ta tvoja, ne vem, če lahko rečem skromnost, ampak veš, vseeno si v teh 25 letih ogromno dosegel, pa nikoli pri tebi nimam občutka, da bi se imel za jaz pa to res rasturam, jaz pa to res znam, jaz sem pa najboljši. Zelo ostajaš prizemljen. Ja, ostajam prizemljen, zato ker se mi zdi, da vzvišenost ni moja poza. Tudi ne rabim tega. Mislim, zakaj, bi sploh znal biti? Meni je poanta biti ljudski. Jaz se imam z ljudmi dober, jaz rad pridem, jaz še vedno rad spoznavam nove ljudi, da se kaj novega naučim, da mi nekdo nekaj pokaže, kar še nisem videl. Sem vedno bil radoveden v življenju in ne vem, da bi pa jaz bil nek tak, da bi se zdaj nekaj nosil ali to pa enostavno ni v mojem, ne vem, v mojem DNK-ju, se bi potem delal nekoga, kar nisem. Ne? In biti skromen je pač lepa čednost, to je en tak pregovor, ki se ga čisto držim. Ne? Zanimivo pa je, da te Irene spremljajo praktično celo življenje. Žena je Irena, mama je Irena, z ženo sta v bistvu skupaj še iz študentskih časov, ne? Takrat je kar zelo veliko pomagala, tudi da je bil faks končan. Ja. Pa potem, kot rečeno, mama Irena, Ja. pa tudi urednica je bila Ja, Irena, je bila oziroma Irena. šefica. V glavnem, kaj Res imaš je. s temi Irenami? Ja, mislim, ne vem, tudi hecanje, da obe sta Ireni Deželak, ne? Irena Deželak, ne? Tako da ena starejša, ena mlajša. Ja, Irena Rolih je bila zelo pomembna persona v mojem življenju. No, sej, ona, Že na samem začetku. Ja, ona je bila že takrat na poslovnem valu in potem so se najine poti spet prekrižale, ko je bila urednica na Radio 1. Ne? Tako da, ja, Irene me kar nekako spremljajo. A ne? In očitno je nekaj na teh zvezdah usvojeno, da je tako. Da je to tako. Sicer pa me zanima, če glede na to, da si večkrat si že povedal, da bi brez svoje žene Irene težko v življenju in da bi bil praktično kar mečkano zgubljen, da je ona tista, ki doma res podpira vse 4, če ne 5 vogalov hiše. Si kdaj imel zaradi tega mogoče občutek, da si pa premal moški? Veš, kako to tako je ni tako med moški? To so floskole, jaz temu rečem, da premal, preveč, vsak je to, kakršen je. Ne moreš svojega karakterja spreminjati. Jaz mislim, da bi bilo to neumno. Mene ne moti, če kdo reče, da ta Deželak je ena copata. Meni je to smešen. Tak sem in mislim, meni bi bilo trapast, da bi se spreminjal. Jaz sem Ireni hvaležen, da vse to dela, kar jaz ne maram delati. Ne vem, da skrbi za finance, da je najbolj odgovorna oseba, kar jih poznam v življenju. Da celo take stvari bolj obvlada, ki so bolj v domeni moških, a ne. Tudi ko smo se preselili v hišo in obnavljali to staro hišo, je imela ona več besede. Meni sploh ni neroden tega priznati. Ampak na svoj način sem pa tudi jaz pripomogel za to, da smo se lahko preselili, pa delal tudi na tem. A ne? In se tudi lotil vsake zadeve, ko so rekli, lej, to pa to je treba narediti. Mislim, da so se včasih zafrkavali, da hodva na zmenke na deponijo, ker smo ves čas material tja vozili. A ne? In tako da, ja, sem hvaležen svoji ženi, da je takšna kot je, ampak recimo, kar se tiče pa vzgoje otrok, imava pa oba zelo pomembno vlogo. A ne? In tudi, če so te vloge malo obrnjene kot pri mnogih parih, da je mogoče ona bolj stroga, kot ponavadi je moški tisti, ki je bolj strogi, ni nič narobe. Vse se tudi spreminja svet in tudi včasih ni vedno situacija takšna, da narekuje nekoga, ki je v tistem momentu tak in tak. Lahko sem v enem momentu tudi jaz strog, kadar presodim, da moram biti. Bistvo je to, da znaš oceniti situacijo. In me ne moti, če me s tem tudi v službi kar precej zafrkavajo, da ona nosi hlače ali kakorkoli. Meni je to vseeno. Ampak se ne smejim temu. Prej si lepo rekel, ne, se ni važno, kdaj je kdo bolj strog. Verjetno je še vseeno najbolj važno to, da na koncu dneva sta vidva enotna. Zdaj pa, ali je bila ona pred tem, ne, ali ti pa verjetno
ne igra vloge. Ne? Absolutno. In to enotnost imata? Mava enotnost, moraš se držati neke špore, moraš postaviti meje otrokom, to je bistveno. Zdaj pa, kot sem rekel, ne, včasih jim jaz več dopuščam in gre ta meja do nekega drugega konca, kjer pa Irena maha z roko, opa, stop. In nič ni narobe s tem, včasih se pa zadeva obrne. Za katere stvari pa si strok, recimo? Kje so tiste stvari, ki pa res... Absolutno takrat, ko je situacija nevarna, takrat je treba biti strok. Ne vem, na cesti ni zafrkancije. Takšne stvari, kjer je otrok ogroža sebe ali koga drugega, takrat je treba biti strok. Takrat ne božati, pa sej bo nič hudega, če si zdaj to naredil, pa tako naprej. Ne vem, če lado daš gor, če greš na cesto z kolesom in take stvari. Na smučišču se obnaša tako, kot se mora, ker če ne se poškodujemo ali poškodujemo drugega. Za take stvari absolutno nimam tolerance. Se pravi, tam, kjer je treba biti varen, je treba biti varen. A ne? So pa te stvari, ki so pa malo fleksibilne, a veš, ne vem, jaz včasih pustim otrokom biti dlje po konc, kot bi Irena rekla, sej veš, šola je jutri pa tako naprej. Ampak če mali z mano gleda Ligo prvakov, kdaj pa kdaj, če je njegov klub, ki ga res obožuje, igra, ja pa v redu, pač. Pa mogoče bo pa zaspal drug dan, ja pa kaj, se tudi drugi zaspijo, pa se bo opravičil, pa ni prav zdaj, ne me narobe razumeti. Razumem zelo, kaj hočeš povedati. Ni prav, da se zamuja v šolo, da ne bo zdaj kdo tako obrnil stvar. Ampak če se pa kdaj zgodi, moraš prisluhniti tudi želje otroka, ne? Je pa mogoče ta čas z vama bil bolj dragocen, kot pa morda tista ena prespana ura. Bravo, točno to. To si želel sporočiti, verjetno. To je bil mesec. Ne, da ne bo kdo narobe razumel, da... Ja, temu mogoče lahko tudi rečeš tako mali trenutki sreče, ker za nekoga bi to bilo, pač sva pogledala eno tekmo, ne? Ja. Ampak vama je pa to verjetno ena res povezava oziroma en lep dogodek, ne? Zadnje čase naj nogomet res totalno povezuje, no. Še trenira nogomet? Ja, on je vratar pri Brinju v Grosupljem in res je dober, evo. Zdaj imam priložnost, da ga osebno enkrat tudi pohvalim, ne. Ker tukaj sem tudi jaz strok, moraš še trenirati, viš, a vidiš, tukaj pa jaz ga vzpodbujam, dej, pa bi mogoče Irena malo. Ja, Irena bi rekla, pa dej se mu nema še druge stvari, pa tako naprej, ne. Tukaj pa moraš brcati, se vem, da je težko, ampak pej tudi na fitness, dej še to nared, prijav se še v ta kemp za vratarje, a veš, tukaj, valjda, pa ne zato, da bi zdaj on dosegel ne vem kaj, ampak vidim ga, da je res dober. Res je dober in kar je bistveno, ful uživa v tem. Res ima rad nogomet, tako kot jaz. Ne vem, mogoče sem mu tudi jaz preko tega navijaškega dela to približal in dejansko njemu ni problem trenirati. Zdajle zadnje dne so bili tudi precej dežja je bilo, ne? Pa hladno, pa tako vreme, pa blatno igrišče, pa to. In se ne pritožuje. Mulci je res, mislim, v fuzbalu. Res ima rad to. No. In ga res podbojam. Boljšega motivatorja, kot ima svojega očeta doma, bi verjetno težko imel, ne? Ker če kdo ve, kako je treba grist, sva že na začetku povedala, si to ti. Kako je vas kot družina ta akcija spremenila? Vas je kje spremenila, bolj povezala? Ja, zelo nas je spremenila. Ta akcija zelo vpliva na celo družino. Moram vse pohvaliti, ker vsak se na nek način tudi določeni stvari takrat odreka, ne? Se prilagaja. Jaz rečem, da sem pred akcijo tudi v svojem mehurju in me pustijo, ker vidijo, da imam veliko stvari za oddelati, da sem v nekem svojem razmišljanju, v nekem svojem fokusu in recimo mi takrat pa res ni treba kakšnih domačih opravil pa teh stvari delati, zato drugi vstopijo v to zgodbo. Potem to, ki je vplivalo na to, da vsi radi pridejo na akcijo, pomagajo, vozijo, ne vem, karkoli lahko storijo. Ta malo je tudi tukaj zelo aktiven. No. Tudi lani si je zaželel, recimo, pa je preživel cel vikend z nami, da je videl, kaj ga je zanimalo tudi, kaj se pol dogaja, ko se kamere ugasnejo in tako naprej. Ne. Punci sta v bistvu preko te akcije ugotovili, da ima je delo z otroki blizu, da ful uživata ob tem, ne? In pač hodita na te kolonije, kjer so otroci iz šibkejših družin zraven
in sta absolutno angažirani. Dobili tam krasno družbo, tudi teh ostalih vzgojiteljev in vzgojiteljic. In je to preraslo v te mere, da razmišljate tudi o poklicih v teh smerih. Tako da zdaj ta starejša Mojca dela magisterij na to temo, tudi o teh kolonijah in tako naprej, ker se mi zdi, da zadevo je sama od znotraj pozna ljudi, ki se s tem ukvarjajo, in pač je prišla do tega verjetno preko mojih akcij tudi, včasih te življenje kar zanese v eno smer. Težko bi vsemu temu rekla poklic oziroma služba, ne? To je na nek način, zdaj ko poslušam še to, kako je v bistvu dejansko to vplivalo tudi na vašo družino, je kar malo poslanstvo mogoče tvoje ali pa poslanstvo družine, poslanstvo vse ekipe tudi, ki je v zadju, morajo omeniti, ekipa je številčna, tista, ki te spremlja. Vem, da so tudi oni takrat zelo glavni motivatorji, ko tebi že mečkan morda pade, bom rekla, nek zagon, pa utrujen si, pa tako, takrat brez te ekipe bi verjetno težko. Brez ekipe si nula. Tako, če zdaj vse te besede, ki si jih ti povedala, v dve besedi dam, oziroma eno, nula. Nič nisi. Ti sam ne boš naredil nič. Tako da... A se ti zdi, da se Slovenci premalo tega zavedamo, da smo še vsem preveč želimo biti tako individualisti? Ne, jaz mislim obratno, da Slovenci nismo tipični individualisti. Zato, ker zdaj, če govorimo o dobrodelnih akcijah, znamo biti res Slovenci neverjeten narod. Se ne kregamo v teh primerih. Smo vsi za isto stvar. Ni važen, od kod smo doma, kaj delamo, katera, ne vem, politična stran nam je bližja. V teh primerih pa ni to pomembno. In to mi je všeč. In znamo res stopiti skupaj. Tako da jaz sem kar ponosen, da sem Slovenc, kar se tega tiče. Kako bi opisal odnos s svojim sodelavcem Zavdićem? Predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da si pa ti res tako zelo nekonflikten človek. Midva sva nekaj časa preživela tudi v isti redakciji in jaz mislim, da te nisem nikoli slišala, da bi povzdignil glas, da bi zameril komu. Tako se mi zdi, da slišimo. Mislim, pod prvo bi rekel, da imava prijateljski odnos. Ne samo, da sva sodelavca, vse je to preraslo, to let že skupaj delamo, da je to na neki prijateljski ravni. Je pa res, da tekom vseh teh let je bilo veliko enih preizkušenj zame. In Denis je res profesionalec. On je neverjeten v tem svojem razmisleku, v tem svojem delovanju in je zahteven tudi do sodelavcev in tudi do mene. Pričakuje vedno top of the top in če ne dostaviš tega, mu ni prav. Zato moraš kar biti fejst angažiran. Ni popuščanja, res. Zato, ker je pa včasih tako, da mogoče ti ne odreagiraš točno tako, kot si on zamislil in so tukaj različne reakcije, so različni ljudje, ampak jaz mislim, da je to pač del življenja. Vse je tudi v življenju tako, da se ne moramo vedno odzvati točno tako, kot nekdo od nas pričakuje. Pa si predstavljaš sebe čez naslednjih 15 let, recimo od danes 15 let, da si še vedno pred radijskim mikrofonom? Ne, si ne več. Si ne predstavljam, da bi toliko časa vztrajal. Mislim, da je vsake zgodbe pač v enem momentu dovolj, in pač nekaj časa, dokler bo volja še in energija, absolutno dokler mi bo vse to veselje delati, absolutno. Potem pa pač kaj drugega, Vse življenje ponuja priložnosti in tako naprej. Pa če bi recimo se to zgodilo v roku, 5 let, kaj bi bilo tisto, kar bi najprej pomislil, da bi lahko še počel in delal? Jaz se vedno pohecam, da bi bil rad receptor. To vem, jaz si predstavljam tako, kot sem prišel k vam na vrata, je ta gospa rekla, nekam ste mi znani, kdo že? Deželak, sej vem, In se mi zdi, da sem jaz odličen za to funkcijo, Da malo poklepetaš, da se malo, kako pa kaj, se imamo vreme, pa tako, a je v redu. Da bi spravljal že ljudi v dobro voljo zjutraj, ko pridejo v službo.
Jaz bi z veseljem to počel, meni to bi bilo fajn. Ne? Sem verjetno ne v isti firmi, kjer si zdaj pred radijskim mikrofonom. Ne? Najbrž kje drugje, ne vem, lahko tudi tukaj, zakaj ne. To se mi zdi tudi pol manj stresno delo, ko si jaz predstavljam. Čeprav tudi receptor ima verjetno marsikaj, če pogledaš takole v kakšnem hotelu, pa se ljudje zmišljujejo sred noči, pa zmišljujejo. Tudi, vsako delo ima svoje pluse in svoje minuse, absolutno. Ampak tle se vidim, tudi ko me kdo vpraša, jaz bi to z veseljem počel. Bi to lahko počel. Ja. Miha, zdaj govorila sva o tvojih 3 otrocih, torej 2 hčerki, imaš in enega sina. Hčerki nista več tako zelo majhni, sta že v bistvu punci, odrasli. Ja. Ena se je že odselila? No, ravno to sem hotela zdaj reči, da ena se je že odselila. A je to bil takrat tako kaj šok za tebe oziroma stres? Je bil. Si jokal? Ja. Mislim, da je tako izpadlo, kot da sem ena jokica, ampak zadeve so ravno se upadale. Ne? To je bilo tik pred mojim 50. rojstnim dnem, ko sem že tako razmišljal precej o tem. Ne? In takrat je pač tudi ona dejansko šla si sploh nedaleč. Ne? Fora je v tem, da je zelo blizu mene zdaj stanuje, ne? V enem bloku tam. Ampak vseeno, ko prvi otrok zapusti gnezdo, da tako rečem, se izrazim, je kar šok. No. Je tako, ko smo res povezani in me je kar zadelo. Ja. Pa še bil tak moment, se mi zdi, da sem jo prav jaz pelal in tist kovček je odnesla tako, na en tak simboličen način. Ne. In ja, so kar pretekle solze. Ne vem, sej... Pa tisti, ki veš, da se bo zgodilo, si pripravljen na to, ampak še vseeno te zadane. Ne? Ampak je pa super, no? se zdaj tudi se rada vrača. A si to kakšno popotnico? V smislu veliko smo se pogovarjali o tem. Ja. Jaz sem rekel lej, če res tako čutiš, je to edino pravilno, da to tudi narediš. Jaz sem tudi zelo zgodaj šel v končni fazi. Pa so tudi moji starši, moja mama je bila tudi v solzah, ko je izvedla. Tako da, ne, se to je point, ne. Se mi zdi, da je to en srečen moment, ne. Vse so tudi solze sreče tukaj, niso zdaj to samo neke solze, ki kažejo neko razočaranje, zdaj bo pa bolj prazen dom, pa tako naprej, daleč od tega. Ne. Ti si ponosen na to, da je ona odšla v ta širni svet, da ima možnost to narediti, da je pridna, da je delovna, da je konec koncev našla face fanta, s katerim se razume in upam... A si kaj kritičen do fantov? A so mogli čez kakšen test? Normalno, da... A si kakšen nogometni kviz in pripravo ali pa kaj tazga? Na srečo je ta, jaz mu rečem, kar mi ga hecamo, da je to zet. Ne? Aha, ja. Da je on športni navdušenec, mogoče še celo večji od mene. In tako, v mnogih stvareh pravijo, da se tudi spominja na mene, da mu so mu podobne zadeve všeč. Ne? Tako da se zelo lepo razumeva, tudi na tekme skup hodva. Itak sva kolega na radiju, ne. Tako da zdaj je tudi bo komentiral tekme, je naredil audicijo na eni od teh športnih televizij. Tako da mislim, da imamo precej skupnih stvari in da včasih gre manjca zraven sam zato, kjer gre on. Lahko bi šla tudi sama na tekmo. Aha, razumem, da sta se na tak način ujela v bistvu. Ja. A pa ti je kdaj to mogoče tako, ne bom rekla ravno neprijetno, ampak če bi recimo prišlo do... Neprijetno je, da te zezajo, valjda je neprijetno. Ali pa recimo, če pride do, ker se vemo, v vsakem paru pride kdaj do nesoglasi, sploh pri teh letih se malo večkrat mogoče skregajo zaradi nepomembnih stvari. A bi se čutil dolžnega, da pomagaš rešiti, da to malo reda narediš, da bi bil en mediator ali bi raj... Ne, to se nekar sama zmenta. Ne bi se hotel vmešavati v te stvari. Ker tudi ne bi rad, da se zet vmešaval v zadeve z mano in Ireno. Tako da, ne, to so zadeve med dvema človekoma in absolutno nisem pristaš vmešavanja v te zgodbe. Zasebnost je zasebnost in to je treba spoštovati. In tudi ne vem, zakaj bi se vmešal. Če bi me vprašali za kakšen nasvet ali kaj to pa absolutno ja, ne. Ampak ne vem, včasih so res
te zgodbe o taščah in teh zadevah meni so tuje. No. Mi se razumemo, ni tako tega. Jaz se ne vidim mediator, da če se dva skregata, da moram zdaj jaz tam neki... Ne, se zmenta, če pa ne gre, pač pejte na razen, se vse. Mogoče bo več prilik za kakšen nasvet potem, ko bojo vnuki, ker pač 3 otroke si vzgojil, se pravi in dobro, lepo vzgojil, kar pomeni, da z Ireno sta definitivno nekaj počela prav, ne? In se mi zdi, da takrat se pa otroci radi potem mečkano vrnemo nazaj po kakšen nasvet, sploh zato, ker se zdaj časi tako spreminjajo. Če primerjaš ti vzgojo svojih otrok z vzgojo, ki si jo bil ti deležen, je verjetno to nekaj popolnoma drugačnega. Absolutno drži. Kot prvo moram povedati, da si že kar želim. Imeti vnuke? Ja. Pa kaj nagovarjaš? Da se mi zdi, da ne, tega ne vem, če sem javno. Bolj tako izpadem, kot da naj se najprej se vse uredi, pa navata se drug na drugega. Kontrareklamo delaš. Pa da je faks zaključen, pa da je služba redna, pa te stvari, ne? Ampak tako v sebi bi pa, če bi pa mene vprašal, bi pa z veseljem, ne, to. Kar se pa tiče te vzgoje, ki se je definitivno spremenila, seveda se je družba spremenila, se je, ne vem, ta družbena omrežja, računalniki, takrat tega ni bilo, ko smo mi odraščali. Jaz kar malo nostalgično gledam na svoje otroštvo, recimo, ne. In meni so starši omogočili lepo otroštvo. Jaz sem imel fajn. Ne vem, meni se zdi, da je bilo več tega druženja, kot je recimo zdaj. Zdaj, tukaj pa je malo individualizma, kar si me prej vprašala. Mene zaboli, ko vidim, da so otroška igrišča prazna, košarkarska igrišča prazna. Ne. Mi smo se mogli grebati, da smo imeli možnost igrati in tako naprej. Tega druženja je manj. Oziroma se je spremenilo, je drugačno. Gre bolj na te tablice, računalnike in te zadeve. To je škoda. Preveč telefon igra preveč so s tem obremenjeni. Ampak po drugi strani se pa zavedam, da tehnologija narekuje svoj tempo. Družba se je zelo spremenila, ampak imam pa malo tak nostalgičen pogled. No. Mislim, da smo imeli mi čist fajn. Nismo toliko potovali, recimo, kot se zdaj potuje, potovanja so zdaj daljša, lažje iti, ne vem kam vse. Jaz sem bil pa zadovoljen, če smo šli na Veliko planino smučati. Vesel sem bil, če smo šli na morje in mi smo vedno hodili, moja mama je oboževala morje. Mi smo kamperali, mi smo bili v stiku z morjem celo poletje. Ona je imela tudi malo več dopusta, ker je delala v takem okolju, v zdravstvenem domu, pa so bile te neke mašine in velike dežurala, da je potem imela poletje recimo več dopusta in smo bili res veliko na morju. In te stvari so fajn, po drugi strani sem pa tudi vesel, da zdaj lahko potujejo in premikajo pa meje tako, da spoznavajo druge kulture, da je vse bližje, da je vse bolj dostopno. Tako da vsaka stvar ima svoje prednosti pa slabosti. Zdaj v jutranjem programu v Denis Avdić Showu si že koliko let? Kar nekaj let, veliko let, tako reči. Kar pomeni, da že 15, mnogo let vstajaš zelo zgodaj, od ponedeljka do petka. Si bil kdaj zaradi te zgodne ure prikrajšan česa? Sigurno. To je, ne vem. Oziroma, da si obžaloval, da si prikrajšan, no? Tako mogoče, ker prikrajšan seveda, da si bil. V življenju nič kaj dosti ne obžalujem, ampak so pa seveda, to je res zgodnja ura, v 5 moramo biti v službi, prikrajšan si za večerne dogodke. Ko si starejši, je zmer težje, ne. Prej, ko sem bil mlajši, sem se požvižgal, pa sem šel vsem. Kdaj tudi direkt, če je bilo treba, ne? Ja, brez problema, ne. Zdaj pa je to čedalje težje, tako da se odpoveduješ tem stvarem, ampak takšna je naša služba, to je njena specifika, pač spoštuješ to, dokler
bom to z veseljem delal, mi bo to prinašalo veselje, bom tudi zjutraj vstajal. Ne. Saj tudi, pa kdaj tudi zamudim, pa tako naprej, ampak trudim se biti pa čim bolj odgovoren. Zdaj, če gledaš vse te tekme, ne, potem ne hodiš ravno zgodaj spat. Ja, to je res. Sej zato pa kompenziram, pa grem čez dan včasih spat. Aha, greš potem počivati. Grem. Če pač telo narekuje počitek, meni to paše, se uležem in zaspim. Ne. Tako da, absolutno je, zdaj so tekme celo kasneje, kot so bile prej. Zdaj se včasih ob 9 začne s temi sodniškimi podaljški, ki se včasih kar podaljšuje in podaljšuje. Jaz verjetno že zaradi tega malo nervozen, dajte, jaz moram iti spat. Ja. Če so še kakšne 11 metrov, ki odločajo, se to še podaljša. Ampak ja, ne bi se odpovedal fuzbalu, čeprav tudi večkrat zaspim pri tekmi, tudi pol hecajo v službi. Da si prespal, pa da nisi pogledal. Ja. Miha, jaz ti bom zaželela eno lepo akcijo, Deželak junak. Predvsem bom pa rekla, da ne tebi želim, ampak tudi vsem nam Slovencem želim, da ti še vedno ostaneš tako srčen in tako predan vsem tem zadevam, kjer lahko pomagaš, ker Deželak junak je zagotovo akcija, ki je najbolj odmevna, ampak tisti, ki te bolje poznamo, vemo, da rad pomagaš na vsakem koraku. Če bi jaz zdajle potrebovala pomoč, vem, da bi skočil in to je nekaj, kar je redko mogoče in zelo lepo. Tako da jaz sem zelo vesela, da si se danes tukaj oglasil in da širiš to pozitivo naprej. Z veseljem. Pod tem, kar si zdaj povedala, lahko samo naredim piko. Nimam kaj dodajati, ker si tako lepo povedala, da se ti lahko samo zahvalim za povabilo. V veselje mi je bilo podebatirati in pač vsem sem hvaležen Slovencem, da grejo zraven že 10. leto, da stojijo ob nas, da nas podpirajo, kar je glavno, da pošljemo te otroke iz teh ranljivih okolij, v katerih sem na začetku najnega pogovora govoril, čim več na morje, da začutijo, da obstaja tudi lepa plat življenja. Tako da, Eva, hvala. Zato, če le lahko, pomagajte tudi vi. Miha, hvala lepa. Hvala vam.